Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. V teh prvih decembrskih dneh je bila ob obletnici rojstva dr. Franceta Prešerna kultura ena osrednjih tem v slovenskem prostoru. Zato danes v našem studiu gostim človeka, ki je svoj pečat pustil v Posavju in širše kot kulturnik, pedagog, ravnatelj, skladatelj, mentor in dirigent. Z dušo in srcem glasbenik ter letošnji častni občan občine Brežice, Dragutin Križanič, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa, dober dan. No, gospod Križanič, občina Brežice vam je torej v letošnjem letu izkazala najvišje priznanje. Postali ste častni občan Brežic. Kako ste doživeli to priznanje? Sam naziv tega priznanja pravzaprav govori o tem, kaj to je. Čast. In tako se človek tudi počuti, ko dobi eno tako priznanje, kot je naziv častnega občana občine Brežice. Prvo mi se zdi, da je to izredno dobra ideja, ki živi na področju brežiške občine že dolgo časa, da se ljudem, ki nekaj več naredijo na področju, na katerem že delajo, izkaže neko priznanje, neka pozornost. In mislim, da je ta ideja hvale vredna in dobrodošla. Kljub temu, da je nekdo rekel, da krogla in nagrada nikoli ne zadenete pravega, človek ima en občutek zadovoljstva, ko se take stvari dogajajo. Tako je tudi pri meni. Če človek pomisli na to, da občina Brežice ima 24,5 ljudi in da si ti med temi ljudmi izbran, pa ti se dodeli eno tako priznanje, mislim, da je normalno, da se človek počuti počaščenega in zadovoljnega. No, v Brežicah ste zagotovo pustili močan vtis. Dolga leta ste živeli in delovali v brežiški občini. No, pa vendar vaša glasbena in pravzaprav življenjska pot se ni začela na tem koncu, ampak na drugi strani meje, na Hrvaškem. Kakšni so vaši spomini na vaša prva zgodnja leta, na vaše otroštvo? Jaz sem se rodil na kmetih in poznam vpliv zemlje na človeka. Jaz sem v rokah držal motiko, koso, lopato in vem, kaj in kako se živi na kmetiji. In na to obdobje me vežejo lepe spomini. S svojim očetom in svojo mamo, ki danes živi tu pri meni, stara je 88 let, sem pomagal, koliko se je to dalo pri obdelovanju zemlje. In sem tudi danes prepričan, da tisti ljudje, ki v mladosti, ki v svojem otroštvu imajo ta direkten stik z zemljo, imajo tudi drugačen odnos do tega sveta. Da znajo bolj ceniti nekatere stvari. Vejo, da se brez zemlje ne da živeti. Zemlja je tista, ki nas hrani. V povezave s soncem, ki jo greje, iz vodo, ki jo napaja. In mi se zdi, da je to zelo pomembno, da tudi danes, da bi naši otroci, tisti, ki imajo manj priložnosti, ki živijo v mestih, dobili priložnost, da spoznajo zemljo kot tako. Zemljo ste torej spoznali že v svoji najzgodnejši mladosti. Kaj pa glasbo? Kako je pa glasba prišla v vaše življenje? Oziroma, odkot ta ljubezen do glasbe? Ja, mogoče je nekaj podedovano. Moj oče je igral tamburo, v Bolgariji je igral v nekšnem malem ansamblu, na nekih veselicah. In že v osnovni šoli sem jaz dobil prvo kitaro.
in sem privat se začel kitaro učiti pri enem gospodu. Potem sem se upisal v osnovno glasbeno šolo, takrat se je to reklo nižja glasbena šola, v Varaždinu. Varaždin pa ima glasbeno šolo, ki je najstarejša javna glasbena šola na Balkanu. In to je šola, ki je dala veliko znanih imen v svetu glasbe. Od Ruže Pospiš, Baldane, Franje Petrošanca, to so bili pevci, Jurica Muraj, da ne naštevam, preveč jih je za našteti, veliki znani takrat jugoslovanski umetniki. In to je bila šola, ki je veliko ponujala in veliko dajala. Mi smo že takrat, ko smo hodili v srednjo glasbeno šolo, potovali po svetu. To ni bilo takrat enostavno. In to so, čez mejo so šli privilegirani in mi smo bili med temi privilegirani. Mi smo s Tamburaškim orkestrom in pevskim zborom glasbene šole, hotel sem reči Brežice, Varaždin, nastopali na Madžarskem, v Avstriji. 14-dnevno turnejo smo imeli po Nemčiji. Posnetke naredili za Radio München, za Radio Bremen. Videli sveta. Za nas je to bil drugi svet, drug način življenja. In smo se zelo veselili, ko smo dobili priložnost, da vidimo tudi, kako živijo ljudje z druge strani meje. Zagotovo vam je to šolanje dalo tudi potem temelje za nadaljne delovanje. Vsekakor. Imeli smo dobre profesore, imeli smo direktorja, profesora Marjana Zubera, ki je bil ena karizmatična osebnost, ki je poznal ljudi z druge strani meje in je glasbeno šolo peljal tudi čez lužo v Ameriko, ali takrat sem že bil v Zagrebu na študiju. In seveda neka osnovna ljubezen najbrž izhaja iz genov, to ljubezen pa je treba pobrusiti, negovati, zalivati. In tam so očitno delali ljudje, ki so to znali. In nas je veliko iz glasbene šole varaždinske končalo študij na Akademiji v Zagrebu, v Ljubljani in drugod. In smo včasih v Zagrebu začeli preračunavati, mi varaždinci, in smo ugotovili, da bi se radijski orkester in filharmonija skoraj sesuli takrat v tem času, če bi vsi varaždinci recimo šli v Varaždin in tam ustanovili novi simfonični orkester. To nas je bilo. No, vaša pot, kot ste omenili, se je potem nadaljevala na Akademiji za glasbo v Zagrebu. Študirali ste pa kontrabas. Tako je. Študiral sem kontrabas pri profesorju Novoselu in to je zanimivo, kako človek pravzaprav včasih sam ne izbira, kaj in kje bo delal in živel. Spomnim se mojega prvega kontakta s kontrabasom. Prvi razred srednje glasbene šole. Prihaja v razred, nas je bilo 2 skupini, bilo se 62 v prvem letniku. Prihaja profesor Dukes, ki je vodil, drugače je preživel Dachau, vodil je oddelek godalni, je pogledal po razredu, vi in vi, jutri se javite profesor Lanti. 3 najvišji smo bili v razredu in smo pod mus začeli igrati kontrabas. Drugače sem se upisal na teoretski oddelek in sem imel neke ambicije, da bi se mogoče kasneje s petjem ukvarjal. Čez leto dni, v drugem letniku nekje, sem pustil teoretski oddelek in sem se posvetil samo kontrabasu. In profesor Dukes je kriv bil.
poklicno, pa ste se kasneje pridružili tudi Simfoničnemu orkestru Zagrebške radiotelevizije, in kjer ste delovali kar nekaj časa. Ja, tam sem deloval 20 let. Dobil sem njihovo štipendijo za študij kontrabasa na akademiji in sem že kot študent 4. letnika bil redno zaposlen v Simfoničnem orkestru. Oni so imeli potrebe po kontrabasistu in jaz sem redno igral v tem Simfoničnem orkestru in študiral. Takrat, ko sem imel diplomo, diplomiral sem pa predčasno, sem se zelo potrudil zaradi tega, ker sem imel tudi študentsko podporo, štipendijo, in če si pred rokom diplomiral, te štipendije ni bilo treba vračati. Zato smo se nekateri potrudili, pa smo pravočasno to naredili in smo se na ta način izognili vračanju te štipendije. To je bila neka nagrada. Kakšni spomini vas pa vežejo na igranje v Simfoničnem orkestru? Zagotovo je bilo zanimivo, polno kakšnih anekdot, pa tudi je konec koncev velik kolektiv, v katerem je potrebno veliko usklajevanja, sodelovanja, discipline konec koncev. Zelo zanimivo obdobje. Prekrasno, čudovito obdobje v mojem življenju. Simfonični orkester je eno telo izvajalsko, ki se vedno nekaj dogaja. To ni nek stereotip, da bi vsak dan delal isto. Programi iz dneva v dan novi dirigenti, novi solisti, gostovanja. Potovali smo ne preveč, ali se je potovalo. Nemčija, Avstrija, Sovjetska zveza, takrat smo bili 14 dni na turneji. In to so bile turneje, bi rekel, tako bolj komod. To je meddržavna izmenjava kulturna bila. Tu nas niso razne ljudje, ki so hoteli zaslužiti denar, preganjali. Smo imeli prijazne pogoje za delo, ni bil vsak dan koncert, je bil vsak drug dan koncert. Veliko tega smo videli, veliko tega smo doživeli. Veliko kilometrov smo naredili z avtobusi, z avioni in tako naprej. Kaj pa vas je potem gnalo po 20 letih dela v Simfoničnem orkestru, da se preselite na drugo stran meje, tu v Posavje, v Brežiško občino? Jaz sem takrat že živel v Brežicah, jaz sem se vozil v Zagreb vsak dan, ker je moja soproga delala na glasbeni šoli v Brežicah. Dvakrat so prihajali k meni kolege iz glasbene šole Brežice, naj se kandidiram za ravnatelja glasbene šole Brežice, a nekako iz teh razlogov, o katerih sem prej govoril, se nisem odločil. Pa tu so bili ravnatelji in ravnateljice, moji kolegi, pa nisem se nekako odločil, da bi konkuriral. Takrat pa so se stvari spremenile. Nastali sta dve novi državi, oziroma več držav iz bivše države. Na šiht je bilo treba hoditi čez mejo, na meje počakati. Potem je tudi finančni moment bil skoraj odločilen. Kurs je bil v štartu 2:1. Čez mesec, 2, 3, ne vem točno koliko, je bil 3:1. In delati na Hrvaškem in živeti v Sloveniji je bilo zelo komplicirano. Verjetno, torej strošek. Ja. Kot ste omenili, sledilo je delo na Brežiški glasbeni šoli, začetek sicer na Krški glasbeni šoli. Tam ste ostali slabi 2 leti? Ja. Takrat je ravnateljevanje v Krški glasbeni šoli prevzel kolega Drago Gradišek in me on povabil, da pridem poučevati. Kontrabas in kitaro sem učil. Pa komorno glasbo sem imel. Mene je to zelo veselilo. Nekaj izkušenj sem imel, ker sem tudi v Zagrebu na eni glasbeni šoli, osnovni glasbeni šoli, poučeval kitaro. In na Brežiški glasbeni šoli pa sem vodil otroški tamburaški orkester že takrat. Tako da sem teh pedagoških izkušenj sem se nekaj nabral. In na to delo v glasbeni šoli Krško, kljub temu, da je to bilo kratek čas, me
vežejo lepi spomini. In danes se srečujem s temi svojimi učenci, poklepetamo, obujemo spomine in tako naprej. Ampak kmalu potem ste pa bili imenovani za ravnatelja brežiške glasbene šole. Tako je. Imeli ste veliko že prej izkušenj, kot ste povedali, tako iz simfoničnega orkestra, kot tudi iz delovanja tako svojega v glasbeni šoli, kot tudi lastnih izkušenj in spominov na svoje lastno šolanje v varaždinski glasbeni šoli. Kakšne so bile pa razmere, ko ste prišli v brežiško glasbeno šolo? Vemo, da v vašem času se je ogromno stvari spremenilo. Kakšno je bilo začetno stanje? Prav to je zame bil velik izziv in nekaj popolnoma novega. Prvo, moral sem se začeti ukvarjati z nekimi pravilniki, z nekimi papirji. Meni je to bilo nenavadno. Ne? Ali človek enostavno se prilagaja in dela tisto, kar mora delati. Stanje na glasbeni šoli je bilo popolnoma drugačno. Časi so tudi bili drugačni. Najbrž vsak, ki vodi eno takšno institucijo kot glasbena šola, ima neke svoje ideje, svoje poglede na to. In jaz sem imel tudi svoje. Ne? In sam počasi, bi rekel, korak za korakom, nobene revolucije nismo delali. Ker mi se zdi, da so nepotrebne revolucije in da ne prenašajo pravih rezultatov. Evolucija je veliko bolj efektna. Ne? In jaz sem smatral, da glasbena šola mora ponujati otrokom igranje v ansamblih. In sem takoj prvo leto sem poskusil organizirati naš godalni mali ansambl. Ni uspelo, mi se samo vključiti učence, ki so že končali šolanje. Pa jih ni bilo. Na godalnem oddelku sta bila 2 učenca. Ena danes igra filharmonije, pa se ukvarja z nekimi drugimi stvarmi. Ali smo že takrat, jaz sem šolo s 1. septembrom prevzel, celo kakšen dan kasneje, smo uspeli upisati 6 violinistov. Torej, oddelka za violino ni bilo. Ne? In če hočeš nekšen ansambl ustanoviti, moraš počakati 4, 5, 6 let, da dobiš nekaj učencev, ki so sposobni v enem takšnem ansamblu igrati. In to smo mi tudi naredili. Seveda, violina ni dovolj. Začeli smo poučevati violončelo, kontrabas. Na novo smo uvajali klarinet, kar ga takrat ni bilo, prej je bil. Ali v tem trenutku ga ni bilo. Saksofon, tolkala. Ne vem, če sem kaj pozabil, nisem, ali v glavnem. Čez nekaj let smo si ustvarili pogoje za ustanovitev enega malega godalnega ansambla. Profesor Svetlana Zdelar ga je vodila nekaj časa, pa smo seveda apetite imeli drugačne. Takrat je edini ansambl, edini orkester bil harmonikaški orkester, ki je imel že dolgoletno tradicijo. Na začetku ga je tam vodil pokojni Franc Baškovič, ki je bil dojem amaterske kulture na področju Brežic. Ta človek je 76 let vodil pevske zbore. To je res spoštovanja vredno. Celo v izgnanstvu je imel pevski zbor. In od njega mi se zdi, da sem se veliko naučil. On je imel eno življenjsko filozofijo, ki je funkcionirala v tem času, v teh pogojih. To je bil glasbenik po srcu, po duši in je izredno dobro komuniciral z ljudmi, z otroci in on je meni bil vzor na tem pedagoškem področju. Imel svojo filozofijo, velikokrat ga je ravnateljica takratna učila, Francel, ti moraš to tako, to ni dobro, to moraš tako. A Francel je vedel, da on dela prav.
In Francel je ravnateljici vse dal za prav. Ja, Betka, imaš prav, ja, imaš prav. In je Francel delal naprej po svoje. Ko nimaš kaj, ne. On je vedel, da je to prav. In se je tega držal in res je imel prav. Ne. In to je, tak odnos je tudi na vas mogoče nekoliko prenesel? Pa od takih ljudi se veliko naučiš. No. Če hočeš poslušati, če se hočeš naučiti, če ne misliš, da vse znaš. Včasih je na glasbenih šolah, pa najbrž ne samo na glasbenih šolah, problem o tem, da mladi ljudje, ki končajo šolanje, imajo visokošolsko izobrazbo, imajo diplomo, prihajajo na delovno mesto v glasbeno šolo s tem občutkom, da vse znajo. Jaz sem vedno mlade ljudi, ki so prihajali, poskusil opozoriti, da tisto, kaj so se tam naučili na področju teorije, pa tudi, če so mojstri svojega inštrumenta, je to čisto nekaj drugega in da bo se zdaj treba začeti učiti, kako poučevati, kako svoje znanje prenašati na otroke, ki so pred teboj, ki so prvo individue, vsak s svojim talentom, vsak s svojim načinom razmišljanja, vsak s svojimi pogoji, ki jih ima doma ali pa v šoli, vsak s svojim odnosom do učitelja. In je izredno pomembno, da učitelj najde pravo pot do vsakega posameznika. Včasih pozabljamo, da smo mi njihov vzor, da oni gledajo ne samo to, kako jih učimo in kaj jih učimo, da gledajo, kako govorimo, kako se obnašamo, kako se oblačimo in da se oponašajo. Pa včasih pozabimo in se tega ne zavedamo. Jaz sem o teh zadevah velikokrat na naših konferencah govoril, da moramo biti pozorni na te stvari. Če ti njega pozdraviš, pa tudi če ne odzdravi, prvič, tretjič, petič, enkrat se bo zgodilo, da bo. Jaz nobenega učenca nikoli nisem opozoril na to, da ni pozdravil. Jaz sem učence pozdravljal. Na hodniku sem spraševal, kako ste dobro danes. So odgovarjali, da so. Čez nekaj časa pa so začeli oni mene spraševati. Kako ste, gospod ravnatelj? To je zame bil en čudovit trenutek. Čudovit. In prepričana sem, da so si tudi vaši učenci vas zapomnili po tem človeškem pristopu. Zagotovo je tak pristop, tak pedagoški način dela, individualno delo z vsakim učencem je pravzaprav zahtevno, pa verjetno zahteva tudi podlago. Teoretično podlago, izkušnje, da lahko nekdo tako pristopi s pravim odnosom v vsaki situaciji. Tako je. Glasbenošolski učitelji imajo veliko več možnosti na tem področju, kot imajo osnovnošolski ali pa srednješolski učitelji, ki je primarni sistem o poučevanju skupinski pouk. Glasbenošolski učitelji imajo enega učenca pred seboj in kontra njih je samo en učitelj. In tu so možnosti veliko večje. Ali s temi možnostmi se pojavlja tudi odgovornost. Tudi odgovornost je veliko večja. Ker ti direktno odgovarjaš za razvoj tega otroka. Ne, kot sem rekel, ne samo na področju glasbe, ampak na vseh področjih. Ti imaš priložnost formirati mladega človeka. In ta odgovornost je ogromna. In zato sem jaz velikokrat opozarjal na to, da smo učitelji
ljudje, ki v veliki meri odločamo o tem, kakšne bojo generacije, ki prihajajo za nami. Mi imamo to možnost kot učitelji. In kot sem rekel, na glasbenih šolah je ta možnost še večja. Ali iz tega, kot sem rekel, izhaja tudi odgovornost za generacije, ki prihajajo. In zato je zelo pomembno, izredno pomembno, v kakih pogojih učitelji delajo. Ne mislim samo na plače, ali tudi na to. Država ta poklic ne bi smela pripeljati v takšen položaj, da se z nekšnimi štrajki upirajo države in iščejo neke svoje pravice. Vlaganje v otroka je vlaganje v prihodnost naroda in države. In tu bi država morala biti zelo pozorna. Mi smo danes tudi v času, kjer se na tem področju postavljajo neke restrikcije. In kar mi se zdi zelo, zelo vprašljivo, še nas nekateri prepričujejo, da te restrikcije so dobrobit šolstva in naroda in prihodnosti. Tu, tako kot na področju kulture, bi država morala biti zelo previdna in tisti ljudje, ki na tem področju odločajo. Ste imeli take izkušnje že v času, ko ste bili vi ravnatelj, ker vemo, da ste vpeljali tudi v pogoje za učitelje, pravzaprav tudi, kar se tiče prostorov glasbene šole, ste kar nekaj izboljšav naredili. Kakšen je bil vaš pravzaprav v tem času odnos z državo? Je bilo že takrat, kako bi temu rekli, nekako zategovanja pasu, ali se je mogoče lažje delalo kot danes? Ne, mislim, da sem bil ravnatelj v enem dobrem obdobju za glasbeno šolstvo. Veliko tega dobrega se je naredilo. Državni sekretar zadolžen za glasbeno šolstvo je gospod Franci Okorn, ki je bil bivši ravnatelj in je to področje izredno dobro poznal in je izredno aktivno delal na pripravi novega zakona o glasbenih šolah, ki smo ga dobili leta 2000, star je iz leta 1974 in enostavno ni več spremljal dogajanja, ni bil zadovoljiv, ni spremljal dogajanja na področju glasbenega šolstva, dogodki so ga prehitevali in smo res rabili novo zakonodajo. On je imel tudi en pozitiven odnos do amaterske kulture in do tako imenovanih narodnih inštrumentov in glasbil. To so citre, to je fretovnica, to so tamburice. In nas je bilo nekaj ravnateljev, ki smo imeli en pozitiven odnos do tega in smo v tem času delali na tem, da te instrumente ali pa glasbila, tako so zapisana, dobijo svoje mesto v glasbeno-šolskih programih. In danes so del teh glasbeno-šolskih programov. In on, minister takratni Gaber, pravzaprav ima veliko zaslug, da se je to zgodilo. Torej, prišli so novi inštrumenti v glasbeno šolo v Brešice, tudi so prišle citere, tamburice, tudi orkestrska glasba. Pomemben element, ki se mi zdi, da ste ga tudi vpeljali, pa je povezovanje glasbene šole z lokalno skupnostjo, z ljudmi, z mestom, s krajem. Ja. Zdaj to človek, te stvari človek dela enostavno zaradi tega, ker misli, da drugače ne sme biti, da tako mora biti. Tu ni neke posebne filozofije. Z ljudmi, ki okrog tebe delajo, moraš imeti nekakšen normalen človeški odnos. Tako je tudi z okoljem, v katerem živiš. Prvo s ustanoviteljem, občino. Ne glede na to, kakšna je politična garnitura tam. To so ljudje, ki so si svojim delom zaslužili, da so tam in z njimi moraš normalno sodelovati. Pa oni s teboj.
In meni je to vedno uspevalo. Jaz sem vedno s vsemi imel neke normalne odnose. Za amatersko kulturo moraš imeti neke normalne odnose. Ker mi na glasbenih šolah šolamo otroke ne samo za profesionalce. Oziroma, mi ne šolamo za profesionalce, mi jih rekrutiramo, bi rekel tako. Mi prvo zaznamo, da so talentirani, pa jih poskušamo usmerjati na področje profesionalne glasbe. Ali velika večina otrok pri nas dobi znanje, teoretsko in praktično, in se na podlagi tega znanja na enem kvalitetnem nivoju lahko ukvarja z amatersko kulturo. In to je zelo pomembno. To je zelo pomembno. Jaz sem večkrat govoril, da je amaterska kultura osebna izkaznica naroda. Amaterska kultura je naša vsakdanjost. Na področju občine Brežice imamo ogromno amaterskih skupin, pevskih zborov. Če malo pogledate programe revij pevskih zborov Posavja, pa vidite, da je od 30 in 20 iz brežiške občine, mislim, da je trenutno 26 skupin na področju brežiške občine, pevskih. Od manjših ansamblov, okteta, klape, pa do večjih pevskih zborov. To je ogromen zaklad. A niso samo pevski zbori. To so folklorne skupine. To so mažoretke, to so godbe, to je tamburaški orkester. Ogromno je tega. Ne? Jaz sem vedno govoril, da brežiška občina je domicilna občina amaterske kulture. Tu amaterska kultura ima svoje mesto. To je velik problem i za župana, in za same amaterje, in za amaterske skupine, ker bi najbrž, če bi jih bilo manj, dobile več denarja, pa bi lažje funkcionirale. Denarja je to, koliko je, in se razdeli. Ali to je manj pomembno? Pomembno je to, da tisti ljudje, ki se z amatersko kulturo ukvarjajo, imajo občutek, da občina stoji za njimi, ne glede na to, koliko je denarja. Denarja ne mora biti velik. Ali da imajo podporo, normalno podporo, da jim se prizna, da je to, s čim se ukvarjajo, pomembno. In da ljudem, ki živijo okrog njih, nekaj pomeni. Če začnemo seštevati, čista matematika govori, da je na amatersko kulturo vezano ogromno ljudi, ne samo tisti, ki se aktivno ukvarjajo s amatersko kulturo. Njihove družine so vezane. Njihovi prijatelji so vezani na amatersko kulturo. In imajo nekaj od tega. In jaz trdim, da je amaterska kultura tista, ki vedno dviguje nivo kulturnega življenja naroda. Ali pa manjše skupine. Najbrž bi se tudi tu pri vas hitro prešteli tisti, ki so uživali blagodati profesionalne kulture v prejšnjem mesecu. Malo nas je tistih, ker so možnosti takšne, kakršne so. Mi živimo v Brežicah v Krškem in tega je manj. Ali amaterska kultura je naša vsakdanjost. Mi z njo živimo. In zato je pomembno, da jo podpiramo. Da jo podpiramo vse na takšen način, da pridemo poslušati tiste, da pridemo pogledati tiste, ki se z njo ukvarjajo. Da pridemo pogledati sliko, ki so jo naredili. In tako jim damo podporo. Da pridemo pogledati, kako plešejo. Poslušati, kako pojejo, igrajo. Na področju amaterske kulture se deli veliko priznanj, nagrad, točk različnih. In smo seveda veseli, če dosežemo kakšen takšen pomemben rezultat na področju amaterske kulture.
ali najlepše plačilo amaterjev, ali ne v tem smislu, da ne zna, ampak v tem smislu, da ima rad, to z veseljem, iz ljubeznijo dela, je zadovoljen obraz človeka, ki sedi pred njim, ki ga posluša, pa mu aplaudira, pa za urico, 2, 3 pozabe tiste vsakdanje skrbi. To je največje plačilo. Večjega ni. Pa se vam zdi, da amaterska kultura v vseh svojih oblikah ima dovolj občinstva? Se ljudje zavedajo tega, koliko to pomeni pravzaprav tudi ustvarjalcem, da pridejo, da obiščejo razstave, da obiščejo koncerte, prireditve, da si pridejo pogledati njihove izdelke? Žal, nimam tega občutka, da je vedno tako. Jaz mislim, da smo mogoče tudi mi, ki na tem področju delamo, malo krivi za to, ker premalo govorimo o tem. Dobili smo občutek, da je dovolj narediti in je naše delo opravilo. Ne. Jaz smatram, da je treba govoriti o tem, da ljudi treba opozoriti, kaj to pomeni, da ljudi treba opozoriti, kako bi bilo, če tega ne bi bilo. Kakšno bi nam bilo življenje? Nekdo je lepo rekel, da najbrž se brez kulture da živeti. Vprašanje, ali je smiselno vegetirati. In to drži. Ta kultura daje smisel življenju. In vi ste pravzaprav ogromno naredili, da bi osmislili to kulturo in da bi pravzaprav tudi pritegnili čim več ljudi v te v amatersko-kulturne vode. Skupaj z ženo Elizabeto Križanič sta pravzaprav pobudnika in vodje pevskih zborov ženskega pevskega zbora in mešanega pevskega zbora Kulturno-umetniškega društva Brežice, pa tudi Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče. To je pravzaprav kar eno zahtevno delo. Zelo zahtevno delo. Moja soproga ima izredno pozitiven odnos do tega, je afinitete do tega dela na področju amaterske kulture, na področju glasbe pa sploh. Ona je bila učiteljica na glasbeni šoli Brežice, potem pa do upokojitve na glasbeni šoli Krško. In jaz sam vidim, kakšen odnos je imela do svojih učencev po njihovih reakcijah, ko se srečujejo danes po 9 letih, recimo na 9 let že v penziji. Ona je pripravljala čez 100 učencev glasbene šole Krško za spremne izpite na srednji glasbeni šoli v Ljubljani, Mariboru, pa tudi direkt na akademijo so šli. Včeraj smo bila na enem krasnem koncertu v Ljubljani, ki je svoj nastop imel Rok Ferenčak, naš bivši učenec, danes študent drugega letnika akademije v Ljubljani, tenor. On je direktno iz osnovne šole, glasbene šole Brežice, šel na spremni izpit na Ljubljansko akademijo. Marjetka Podgoršek je izreden pedagog na tem področju in to je njeno delo. Jaz sem jo tudi včeraj čestital in ona je bila na tem koncertu. Petra Ušičeva, profesorica na glasbeni šoli, ga je pripravljala na glasbi in mojega žena ga je privat doma k nam je hodil, z velikim veseljem ga je pripravljala za spremni izpit. In to je pravzaprav izredno veliko dela, ker preskočiti srednjo šolo in narediti spremni izpit na akademiji je velik uspeh. In on je danes krasen fant, krasen pevec in mislim, da ima perspektivo.
in tudi nekaj zaslug gre, čeprav upokojenim, ampak vidva z ženo sta še vedno aktivna, kljub temu, da mogoče ne več uradno, ampak še vedno delujeta v ljubiteljski kulturi in vseh teh društvih, še vedno podajata znanje, povezujeta konec koncev ljudi med seboj. Tako je. Še vedno vodiva skupaj pevski zbor. Danes deluje samo mešani pevski zbor v Brežicah. Včasih smo delali v 3 zasedbah, ali nismo se postarali, dozoreli smo, pa je to fizično zahtevno za vse skupaj. In še vedno jaz vodim tamburaški orkester Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič iz Artič. Evo, vabim vse zainteresirane, zdaj v soboto imamo Miklavžev koncert ob 6 v Artičah. Lep program, tako bolj zabavnega karakterja, solisti in mislim, da bo prijetno za vse tiste, ki prihajajo na take koncerte. Treba je povedati, da lahko imamo pravila takšna, drugačna, organizirano glasbeno šolstvo, amatersko kulturo na takšen drugačen način, ali za vsemi temi pravili stojijo ljudje. V vseh šolah, učitelji stojijo za tem. V vseh amaterskih kulturah, vodje amaterskih skupin, predsedniki, tajniki. Na te se velikokrat pozablja. Mi, ki vodimo, mogoče smo bolj izpostavljeni, ker nas ljudje vidijo. Tisti, ki pa so za nami stojijo in so neka logistika, pa redko kdaj jih vidimo, slišimo. Pa je treba vedno pohvaliti in njih, ker brez njih tega vsega ne bi bilo. Učitelji na glasbenih šolah odločajo, kot sem že prej rekel, o tem, kako in kaj in zakaj bojo delali. In kakšni rezultati bojo iz tega izpadli. Treba opozoriti, da so glasbene šole, ki so vedno bile šole odprtih vrat. Mi smo vedno rezultate svojega dela javno prikazovali. Na vseh naših nastopih. Internih ali pa javnih. Tudi interni so javni. Interni so potem, da se dogajajo v glasbeni šoli, a niso v nekem drugem prostoru. Ali to so javni nastopi. Tega včasih na glasbenih šolah je bilo zelo malo. Ko ste rekla, vi ste hodila v glasbeno šolo, pa veste, da je to bilo tako. Danes naše glasbene šole, zdaj ne štejem, ali štejem samo takrat, ko sem bil ravnatelj, mi smo imeli letno po 70-80 nastopov v 10 mesecih. To pomeni, da je to bilo mesečno 10, 8, 7 nastopov. In to je način komuniciranja z okoljem. Mi smo bili vedno odvisni od reakcije okolja na naše delo. Če smo dobro delali in smo to nekaj pokazali, nismo imeli probleme z opisom. Če so ljudje zaznali, da na glasbeni šoli delajo takšni in takšni učitelji, ki so sposobni to in to njihovega otroka naučiti, so ga prepeljali in so ga upisali v glasbeno šolo. Pa tudi niste ostali zaprti za zidovi svoje šole, ampak ste stopili ven. Stopili ste ven v mesto, stopili ste v občino, v regijo, stopili ste tudi preko meja Slovenije. Tu se je pravzaprav rodilo eno tako lepo prijateljstvo s češkim mestom Dobžani. Tako je. Nekje pred 15 leti je ravnatelj glasbene šole Johana Sebastiana Bacha iz Dobšan pri Plznu na Češkem bil gost Brežiškega festivala stare glasbe kot izposojevalec starih instrumentov. On je renoviral stare instrumente, čembala v glavnem, in jih izposojal, tako je izposojal svoj inštrument tudi festivalu. In tam sva se midva spoznala in klepetala, seveda rodila se ideja o nekem sodelovanju. On je rekel, da bi on
nekaj časa rabil, da vidi, kako je tam pri njih na občini, pa mogoče se pogovori z ministrstvom, če bi tam dobil kakšno podporo. Tako da nekaj časa, pol leta ni bilo nobenega odgovora, pa sem se jaz potrudil, pa sem napisal eno ljubezensko pismo, da narediti prevod in sem konkretiziral stvari in sem tam ponudil 2-3 datuma, da smo mi pripravljeni priti k njim. In pol je takoj prišel odgovor, tega in tega dneva vas pričakujemo. In to je bilo prvo naše gostovanje na Češkem. Zelo zanimivo. Mi smo za njih takrat bili izredno visoko na tem. Prvo na področju organizacije glasbenega šolstva, pa tudi kvalitativno smo bili izredno zanimivi za njih. In oni so se od nas veliko naučili. Ali tudi mi od njih. Tudi mi od njih. In to je smisel pravzaprav takšnih povezav. Nismo ostali samo na povezave glasbene šole, začela je osnovna šola z njihovo osnovno šolo sodelovati, še danes sodeluje, občina, gasilci, ribiči. Tako z ženo sva spojila sosedno občino Pšeštice in Krško glasbeno šolo. In danes tudi to sodelovanje živi. Pevski zbor, tudi občina, tudi sodelujejo. Tako, to prinaša eno zadovoljstvo, če uspeš takšne stvari na takšen način ljudi povezati. Ne? In ogromno tega smo naredili. Učitelji so izmenjali veliko izkušenj. Prvič, ko so naši učenci tam igrali, je ravnatelj sedel zraven mene. Seveda, mi smo prepeljali vse tisto najboljše, kaj smo imeli takrat. Ne? To je bila naša reprezentanca. Tako kot vsaka firma in vsaka država ima reprezentanco, ima tudi glasbena šola. In je naš prvi odigral, me je gledal tako, drugi, tretji. Drago, a co to je? Co to je? A to srednja? Oziroma to konzervatorij? Ne, Peter, to so naši učenci. Ne? Niso enostavno verjeli od začetka, da so to naši učenci. Takšna razlika bila v kvaliteti. Oni so kasneje ravnatelja zamenjali. Čudovit človek je danes ravnatelj mlad, star kot moj sin. On meni pravi, da sem jaz njegov drugi oče, ki izredno uspešno vodi to šolo. In od njih se mi lahko veliko tega tudi naučimo. Organizacija glasbenega šolstva je drugačna, to je umelecka šola, torej ni samo glasbena, je umetniška, imajo slikarstvo, imajo ples. Ljudski ples. S koliko veselja, s koliko zadovoljstva te otroci igrajo in pojejo ljudsko glasbo, češko. To morate videti, to morate doživeti. Pri nas tega žal ni. Žal ne. Nekako je sramota nekje se ukvarjati z ljudsko glasbo. Ali to je del identitete enega naroda. In je škoda, da tako razmišljamo. Škoda. Oni sedijo v avtobusu, vozijo se 2-3 ure, neprestano pojejo te njihove ljudske pesmice. Kače, no kaj, jaz ne vem, kaj se škoda laski, škoda ljubezni, to poznamo mi pod drugim naslovom Rozamunda, to je češka, ljudska. Oni to vse znajo, besedilo od A do Ž. Igrajo, pojejo v ansamblu, ki prihaja na oder, bo s takim veseljem učitelji in učenci oblečeni v narodne noše, seveda. Sodelujejo na različnih festivalih in jaz sem to opozarjal naše učitelje, da je ta odnos tisti pravi odnos, da takšen odnos bi tudi mi morali imeti do ljudskih glasbil, do ljudske glasbe.
Bi lahko torej rekli, da če ste vi prinesli na Češko nekoliko več znanja, da so pa vam dali oni v zameno nekoliko več tega strasti do glasbe, do svoje ljudske glasbe? Tako je, tako je. Če se stvari ponavljajo, pustijo sledi. Pustijo sigurno. Mi se tega mogoče v tem trenutku ne zavedamo. Ali tako kot igranje v šolskih ansamblih pušča sledi v življenju mladega človeka, tako tudi te stvari. V ansamblu ne moreš uspešno delovati, uspešno igrati, če se ne naučiš prilagajati sosedu, ki sedi z leve, z desne strani, za teboj. Če se ne naučiš spoštovati institut dirigenta, ki stoji pred orkestrom. Če se ne naučiš poslušati, ali ni dovolj samo poslušati, ampak razumeti svojega prijatelja, ki s teboj igra in se prilagajati. Jaz sem prepričan, da se ti odnosi, ki se ustvarjajo v orkestru, prenašajo tudi na druga področja delovanja. In tudi tam prenašajo rezultate. Zato je pomembno na glasbenih šolah dati možnost, da otroci igrajo skupaj. Od dueta naprej. No, povezovanje, ki ste ga nekako vzpostavili, tako med učenci, kot tudi znotraj orkestra, pa tudi s tujino, še posebej s Češko oziroma z mestom Dobžani, se je rodilo tudi v povezovanje med občinami, kot ste že omenili, prišlo je do pobratenja občin medsebojnih. Pravzaprav prav občina Dobžani je bila tista, ki vam je že dala ključ mesta, postali ste njihov častni občan, pa pravzaprav v vaši karieri se je nabralo kar precej priznanj, recimo nagrada Frana Gerbiča za življenjsko delo. Dobili ste tudi brežiško oktobrsko nagrado, Galusove značke, zlato odličje Zveze kulturnih društev Brežice in še bi lahko naštevali. Kaj to vam pomeni za vaše delo, za vašo vlogo, tako kot pedagog, kot tudi nekdo, ki povezuje? Veste, človek, ko upravlja svoje delo, svoje neko poslanstvo, tako kot vi v tem trenutku, najbrž ne razmišljate o tem, kakšno nagrado, kakšno pohvalo, priznanje boste dobila za to. Enostavno delaš to. Nekdo je rekel, da ljudje nismo takšni, kakršni mislimo, da smo. Ampak smo takšni, kakršni mislijo, da smo. In to prinaša polnejšno priznanje nagrade. Ljudje percipirajo na drugačen način tvoje delo, ugotavljajo, da je to pomembno, da je to drugačno, da je vredno nekakšne pohvale in ti pol podelijo nekakšna takšna priznanja. Ti v tem trenutku sploh ne razmišljaš o tem, kaj bo to prineslo. Enostavno misliš, da je to prav in da to tako mora biti. Pa vendar vi se s tem niste ukvarjali le poklicno, vi se s tem še vedno ukvarjate pravzaprav nekako iz srca. Za amatersko kulturo se drugače ne moreš ukvarjati. Lahko mogoče tehnično rečeno nekaj narediš na tem. To moraš imeti rad, to mora biti od tebe. Pa vendar to vzame tudi veliko časa, veliko naporov. Kaj tukaj pomeni podpora bližnjega okolja, podpora družine, da se pravzaprav lahko ukvarjate z nečem v svojem prostem času, kar bi mogoče sicer porabili za svoj prosti čas? To je tvoj prosti čas. Amaterska kultura. Tu ga vlagaš, ne? Tako koristiš svoj prosti čas. Z družino. Z družino. Evo, pri meni je tako, da tudi moja žena se s tem ukvarja, pa je mogoče je kje to teže razumeti, če se en član družine s tem ukvarja, mogoče ni takega razumevanja z druge strani. Pri nas je drugače, ker se oba s tem ukvarjava. Otroci so najbrž včasih trpeli zaradi tega, ker naj ni bilo doma.
Drugač pa, kot sem rekel, tu, še Prešern bil pameten človek, kdo se s petjem ukvarja in tako naprej, ne. To ne moreš računati, da boš tu nekaj zaslužil. Tu moraš računati samo s tem, da boš iz tega iztržil tisti občutek, ki ga pravzaprav celo življenje, ko hodimo po tej zemlji, iščemo. A to je občutek zadovoljstva. Na različnih področjih. A na področju kulture je možnosti, da se to zadovoljstvo doseže ogromno. Jaz sem enkrat v eni obrazložitvi, sem pisal, en naš pevec je dobil priznanje, takrat pa sem pisal eno obrazložitev za to. In sem napisal, zdaj se ne spomnim natančno, kaj, ali v tem smislu, da je polje amaterske kulture ogromno in rodovitno. Samo sejati je treba. Potem zalivati, imeti rad in žetev prihaja na koncu. A ta žetev je zadovoljstvo. Nič drugega. Ljudje, ki se ukvarjajo z amatersko kulturo, še plačujejo, da so člani nekakšne amaterske skupine. Članarino plačujejo. A zadovoljstvo, kot sem rekel prej, je o zadovoljnem obrazu tistega, ki te posluša, ko vidiš, da nekdo solzo pustil kot reakcijo na to, kaj ti delaš, kaj poješ, kaj igraš. Glasba je pravzaprav neko ogledalo človekove duše in kultura. In njena solza in nasmeh in sanje, če hočete, z glasbo oziroma amatersko kulturo in kulturo nasploh izražaš to. Izražaš občutke, ki jih nosiš v sebi. Na način, ki ljudje ne glede na to, s katerim jezikom govorijo, razumejo. To je univerzalni jezik. To je esperanto celega sveta. Takole, preden zaključiva najin pogovor, mogoče še malo spregovoriva o tem, da danes živimo pravzaprav v neki težki situaciji, v nekem težkem svetu, ki se zdi zelo tehničen, grob mogoče celo. Ali je kultura mogoče en vzvod ali pa pomoč pri tem, da bi se ta težka današnja situacija mogoče nekoliko omilila, da bi se odnosi medosebni, meddržavni, mogoče na svetovni ravni, da bi bili mogoče lahko boljši, če bi k sebi spustili več kulture, bi to zmehčalo mogoče vse te odnose? Popolnoma sem prepričan o to. In kultura je vedno delala med skupinami, med narodi prve korake. Prvo, tisti, ki so bili pametni, pa so hoteli nekaj kontakte vzpostaviti nekom, prvo so pošiljali kulturo. In ona je naredila prve korake, tako kot se bi rekla, zmehčala odnose in vzpostavila možnost za neke druge kontakte. Na tem področju kulture, sploh pa amaterske kulture, moramo generacije, ki prihajajo, pa moram reči, da je komplicirano, prvo naučiti imeti rad svoje, ljubiti svoje in spoštovati svoje. Ne samo zaradi tega, da bi mi rekli, mi smo takšni in takšni, ampak zaradi tega, da bi skozi to, da imamo radi svoje, spoštujemo svoje, začeli razumeti svoje sosede. Začeli razumeti sosedovo ljubezen do svojega. Začeli spoštovati sosedovo ljubezen do svojega. In to postaviti kot, politiki bi rekli, neko platformo za medsebojno razumevanje. Če ti ne spoštuješ svoj jezik, svojo glasbo,
svojo kulturo, malo šans je, da bi razumel nekoga drugega. In mi se zdi, da je to zelo pomembna naloga amaterske kulture, da to nauči generacije, ki prihajajo. Da nauči komunicirati ljudi med seboj bez nekih tenzij. To vidimo, da nam to primanjkuje na vseh mogočih nivojih, od parlamenta pa na nižje. Način, kako nekaj, veliko stvari se da povedati na različne načine. In mislim, da sem prepričan, da amaterska kultura pri tem je veliko pomoč. No, in v upanju, da se naučimo čim bolj spoštovati in ljubiti svoje ter ceniti sosede in s tem vzpostaviti tudi boljše odnose, zaključujeva najin pogovor. Dragutin Križanič, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.